Ja, tle na planini v plesni šoli, v Impulzu. Impuls, to je tukaj, ki je bil Lisjak, ki so te Lisjak včasih, znanjala, pa Maja Pirc včasih. Točno to. Jaz sem tudi snimal. Ona je imela tudi pole dance drugače. Ona je imela zraven je imela studio v bistvu, sosednja vrata. Jaz pa Filip sva v bistvu tam snimala, se spomniš? Sva v bistvu snimala Franko Bajca v točno temu studiu noter. Ta grafiti je s črno Impuls piše, je to to? Ja, to je to. A zdaj je probala pole dance? Ne. Ne? A bi? Ful bi. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da tako je ful težko, oziroma zgleda mi ful težko, pa tako, ki nekako pač sem s tem, a ne? Pa tako pač ful lepo zgleda. Če bi dejansko to zdaj natrenirala, bi bilo po mojem ful lepo. A pa obstaja ta, bom rekel, mogoče hip-hop, pole dance kombinacija? Ja, valjda bi se dal, ja. A pa ste že to videla? Ker jaz ne vem, jaz tako sprašujem pač, če to obstaja. Ne vem, ste kaj videla to? Jaz drugače iskreno nisem videl. Jaz tudi nisem. Točne povezave. Pač poznam eno jazzerko, ki dela, a ne, sam dela več ali manj te pač stalne fore, ki so na polu. Ja, manjca. Ampak prav hip-hop pa po mojem še noben ni. Se ko pa bi lahko tega, to se v bistvu loto. Kaj je v bistvu hip-hop ples? Dajte mi tako probat razložiti najbolj, da bojo lajki razumeli, da bodo najbolj preprosti ljudje razumeli. Poleg glasbe vemo, kaj je hip-hop. Kaj je pa v bistvu hip-hop ples? Kaj je ta izražanje v bistvu? Tudi hip-hop ples, jaz bi rekel, da je še vsem baziran na kulturi. Itak je prišel bazira iz New Yorka, iz Brooklyna, ki so tudi po ulicah izražali skupaj skladno s hip-hop glasbo, so izražali svojo kulturo skozi to gibanje. In hip-hop ples je zdaj odvisen, na kakšen način ga opredeljujemo. Ga opredeljujemo komercialno ali pa čisto po tvoje. Tako kaj tako. Kako bi ga ti opredelil? Jaz bi rekel, da je hip-hop ples močna podlaga, iz katere izhajajo vse razne urbane zvrsti plesa. Ki se danes na novo razvijajo. Kaj kot neka baza ali kaj? Ja, tako nekako. Istočasno je pa tako zakomplicirano, istočasno je pa tudi hip-hop združen iz večjih različnih. Jaz bi rekla tako, da je kultura, pa da je lifestyle, a ne zaradi tega, ker tako govoriš, tako se oblačaš, tako se premikaš, vse to. Ampak mogoče, da mi nekako valjda ne moramo začutiti čist pravega izvora tega, a ne, da smo v bistvu bolj, ne vem, nekako še vsem smo bili vsi na začetku v plesnih šolah, pa smo se učili, ne, pa je bilo v bistvu čez neka tekmovanja vse predstavljene, pa mogoče to, če samo zabavo, pa če samo druženje, kar se mi zdi, da je tako načeloma osnova plesa, pa tudi hip-hopa, ne. Če sam community, ne? Ja. To, da se najdeš nekje v neki grupi. Točno to, da nima veze, kdo je zdaj najboljši, ampak je bolj zato, da se dobro počutiš v momentu, ko delaš te stvari, a ne, ko plešaš. Ok, hudo. Ko ste se v bistvu pa vidva odločila za to? Jaz mislim, a je bilo prvo glasba, verjetno hip-hop vam je bil blizu pred temu, da se začela plesati, imam prav mogoče. Boš ti? Naprej. Ne krdi. Okay. Meni je bilo že odskos všeč. Sicer sam sem odraščal s tem, ko sem bil še mulc, da sem poslušal v avtu Adi Smolarja prte starih, pa Sej on je tak. Turbo folk, pa take zadeve, ja, veš. Ja. In mi je bilo to mečken nepoznano, pa sem pa v bistvu glih leta, jaz rečem, da se je krog, kar se tiče Slovenija talent mečken zaokrožil, ker sem leta 2010 sem prvič na talentih videl Maestro, plesno skupino. In to se pa spomnim. Ja. To se pa spomnim, ja. Njihovo skupino sem prvič videl in jaz sem bil, čist fucking sick. In sem šel na YouTube, sem googlal, kva vse je to, kaj ples, kaj hip-hop, vse to. In sem rekel, mam, jaz bi tudi to, a ne. Gledam v Kranju, nobene pametne ponudbe ali karkoli in klik, septembra se odpre njihova plesna šola tudi v Kranju, ena podruženca, tako da sem se upisal pa začel s tem. Se pravi, prej pa nisem nič plesal, se pravi, tebi je bilo, kaj te je privlačilo pravzaprav tam not? V ples, ne vem. Mislim, recimo Maestro, zdaj če greva, kaj te je privlačilo, kao, ta vibe, oni so hudi, jaz bi tudi to probal, ali kaj? A veš, kaj ti je v bistvu toliko bilo zanimivo, da si šel to? No? Jaz bi rekel, da tako, vedno, ko sem bil mlajši, vsaj mama mi tako razlaga, jaz se ne spomnim, da sem imel ritem in ona me je ful hotla na folkloro opisati, ko sem bil še mulc, a ne? Ja. In pa to nekako s fotorom ni šlo skozi, a ne? Mora biti basket ali pa nekaj taga. In pa je v tistem trenutku, ko sem bil star 10 let, pa sem njih videl, se mi zdi, zdaj težko 100% komentiram za nazaj, ampak se mi zdi, da je bil ta film, oni so hudi, jaz bi tudi tako. Pa tekom časa, ko sem pa treniral, se je pa zbudil nekak ta občutek, ki bi rekel, da je bil malo opuščen v mlajšem moticu. Bravo.
Jaz sem v bistvu čist druga zgodba, pa sem tudi folkloro plesala. Ampak pač prvo je bila pa fora, da sem mlada sem začela, ne, tako ne vem, 4 leta. In v bistvu bil sem tako kot nek popoldanski krožek, ne, in smo imeli tam plesne urice. In pol je prišla trenerka hip-hopa, ki je izbrala tiste, ki boš šli pol naprej v hip-hop. In sem bila v bistvu kar nekako, sploh nisem sama izbirala, kjer je druge stile, kjer je druga opcija, ampak je nekako hip-hop tako zajemal miks vsega, oziroma nek najbolj splošen, ne, zaradi tega sem bila v bistvu nekako pol dana v to. In pol isto, pač s časom, s tekom, pač je pa še prišlo pol v bistvu do tega, koliko uživaš ob tem. Ne je bilo pa na začetku definitivno tako, koliko so hudi, koliko bi bila del te skupine. Kakšne so pa kaj recimo tekmovanja? Kaj prej si omenila na začetku našega podcasta, si omenila, čez tekmovanja sem pa začutila to. Kako zgleda tekmovanje hip-hopa? Jaz ne vem, kako lahko, mogoče zdaj neumen izpadam, ampak kako lahko ples oceniš sploh? Do neke mere. Jaz bi rekel, da se s tem tudi na naših tekmovanjih borijo. In to je v bistvu se tudi dobro veže odgovor naprej na sam pojem plesnih šol. In oziroma govorimo, da se pri nas upišeš na hip-hop. V plesno šolo je tak zelo v narekovaji izraz, ker ne bom rekel vse, imaš plesne šole, bi rekel bolj v Ljubljani, ki res bazirajo na tej osnovi hip-hopa, groova. Groov je osnovno gibanje, vsak slišiš muziko in imaš ritem in neki tapkaš zraven. To, ja. No, tega. Zrihti tole. Neki tapkaš, neki gre glava, to je groov, to je ta osnova, samo po ritmu, da se dogaja en premikanje. In imaš plesne šole, ki bazirajo točno na tem. Ampak na splošno v Sloveniji pa bolj plesne šole bazirajo na neki bolj komerciali, na nekmu funku, zaradi tega, ker je glavni princip tekmovanja v Sloveniji bazira točno na tem, IDO, oziroma Plesna zveza Slovenije, kjer je smešen način. Ples je zelo izrazna zadeva na glasbo, ki jo imaš, no na teh tekmovanjih pride do tega, da ti na hip-hop kategoriji, da ti oni določijo ritem, na kaj se dogaja. Obstaja 40 komadov, miksov, ki imajo točno določeni bite na minuto in vsi plešejo na isti komad naenkrat, 1 minuto. S koreografijo. prav, v bistvu zberejo. Postavijo ljudi in potem kaj, Ja, pač v kako bistvu- lahko gledajo vse naenkrat. Ja, no, se je težko. A? Ja, Pač v bistvu je tako, mislim, ne vem, meni se nasplošno zdi, da je vse težko ocenjevati načeloma, a ne pač umetnost še toliko težji, ker v bistvu je težko te kriterije določiti, a ne pa pol koliko odstopa to od tega, a ne. In imaš v bistvu pri plesu spet imaš, ne vem, skupine, imaš pare, imaš soliste, je že tako razdeljena, ne pa pol tudi po stilih plesa. In pol recimo točno to, kar si ti rekel, a ne pa v bistvu recimo, ko so solisti, so vsi naenkrat in imajo skupno minuto in 1 minuto pač vsi plešajo. In je pa 7 sodnikov, ki pač okoli hota, ne pa jih gleda. In pol zbere, kjer grejo naprej. medtem ko je v bistvu, sploh ko pride do solistov, oni ponad freestylajo, sploh starejši Ja, na tekmah. In je v bistvu pride do izraza neka taka sama kreativa, ampak še vse je bedno, ker je že vnaprej predpostavljen miks, vnaprej so predpostavljena biti na minuto, vsi si lahko to 6000 krat To v preposlušajo. bistvu niti ni in freestyle več. Niti ni. Vsi lahko to 6000 krat Ja. preposlušajo. a ne. Ko pa pride do skupin, je pa zgodba ista. Skupine pa ne moč glih postaviti na oder, če je pojem, da skupinsko plešejo, da bojo nekaj freestyle. In je zgodba ista. In je ful škoda, ker se znotraj tega glavnega tekmovanja v Sloveniji zgubi neka ta kreativnost, kreativnost, stres. ja. Ker en izbere ta komad, en izbere ta komad, pa jih lahko 5 izbere isti komad, pa ga prikažejo na čist drugačen način, ker ga drugače čutijo. In to se znotraj tega glavnega tekmovanja v Sloveniji ful zgubi. Zakaj se pa tukaj v bistvu hip-hop zgubi? Je, ker je to nekako, zdaj, če tako rečem, ja, pa sej prav, da se mečken skritizira. Sodniška vrsta je mečken zastarela, niso tako zelo v koraku s časom, kaj je danes popularen, kaj se danes pleše, so še zelo v zadnji in se zelo v bistvu je ta zadeva postala atletsko tekmovanje. Kaj so olimpijske igre, hip-hop. Kdo hitreje pleše, kdo je bolj močen, ni tukaj le vprašanja, kdo Ja. bolj teče čez glasbo, kdo je bolj mehak, kdo bolj gruva. Vse po eni strani tako, mislim, so to tako, kot aduti športa, a ne? In je to full fine, samo da bi bila znotraj tega pač neka kreativa, ki je pa vse po istem kopitu. Ti lahko isto točko, ki si jo imel 10 let nazaj, še vedno plešeš, samo da si med tem časom pridobil toliko moči, da zdaj toliko bolj zgleda, da bo pač bolj palil na odru. A ne? Mislim, pa imaš pa še betle tekmovanja. No, se to, glih to je bilo. Jaz sem jih to zdaj razmišljal, ne? Pa je pa v bistvu ta battle, ne? Ja. Battle, freestyle battle, v bistvu, tako kot pa MC-ju pač. Ja. Ker tle jaz dejansko tako, kdaj, ko gledam te vi, ki battlete med sabo, dejansko se vidi neke žalitve v plesih not, ne?
bomo tako rekli, v bistvu neka, kako bi temu rekel, neki gibi, ki nakazujejo na neko bojevitost ali kaj nekega. A vidva betlata drugače? No, se jih to sem hodila reči, načeloma nisva iste. Nista beta reperja, ne? Mislim, jaz sem bila enkrat na betlu. In kako je bilo? Ko je bilo? Ne vem, pač tako, se mi zdi, da nekako tako, če si bolj v tej koreografski sceni, a ne pač, da so ti skozi koreografije podane, pač te stisne, a ne, ker pač ne veš čisto točno, kaj je tvoj naslednji gib. Ja, to je treba nekako klasificirati, ne, že povedati naprej. Tudi v Sloveniji in načeloma v svetu je, kar se tiče plesa, sta dva svetova. Nekje je freestyle, nekje je pa koreografija. Ki sta z leti ratala tako dost narazen pojma in pred leti je bilo tudi tako, da plesne šole, če je ona z druge plesne šole, jaz jo sovražim. To meni podajajo, to imajo isto. Ja, se to je hip-hop star. Ampak danes se vsaj v plesu se te meje ful zamikajo. Zdaj se vsi poznamo, vsi se skupaj družimo, vse to. In verjetno bo med koreografijo pa med freestylem tudi prišlo do tega združenja s časoma. Rapa vse to čas, ker trenutno je ful odmik. Tudi vedno več freestylerjev gre na klase koreografije in obratno. Se mi zdi, da ful veliko tudi tisti, ki plešejo koreografijo, še vsem si želijo freestylati pa to ali pol sami ali mogoče pridejo k njima, ne na te vodene treninge pa tako. Mislim, kaj pa je mogoče bolj, ali ne rekel, plačan, ker to nima zdaj veze. Ker mogoče to so poje v spotih, Hollywood, ok, 3/4, ampak kaj pa bolj mogoče, če sem jaz hud freestyler, ima večji nek vpliv na to sceno. Ali drugače gledate na nekoga, ki je res hud freestyler, ki pa sam hud koreograf, recimo? To je pa tako, v bistvu za razmejiti. Tudi res hud freestyler bo imel ful močen vpliv v freestyle sceni, res hud koreograf bo imel močen vpliv v koreografski sceni. In to že tako je posebej razdeljeno na dva konca. Redko kdaj se zgodi, da nekdo res prevzame celotno sceno, ker je tak velik razmik v bistvu obstaja med eno pa drugo stvarjo. En mesec nazaj pri meni je bil Anžeš Krobe, verjetno ga poznata. On je pa v bistvu isto na to foro, ne? Se pravi, koreograf dela te stvari. Ali vidva imata mogoče želje enkrat je tudi tujino s temu? Bom rekel... Jaz z veseljem. Mata, ful. No, zakaj misliš to? Dekle v Sloveniji ni dovolj dela, ne? Dejstvo je, da slovenski trg je mal majhen in tudi delati v Sloveniji je malo težko, zaradi tega, ker je trg toliko majhen, obstaja skupina tako 20 ljudi, ki se obračajo po vseh nastopih, čez in čez. Že pri glasbi se mi zdi, da tako, mislim, da se je začela vedno bolj, se mi zdi, da tako tudi ta glasba pač ustvarjata, ne, pa da je pol tudi delo pač za to, ampak mogoče, ne vem, če si pa želiš plesati, ne vem, zmišljujem si, ne vem, Chris Browna, a ne, pa pač valjda tudi tam, a ne. Ja, itak. Ja, in kokor biti plesalc pa delati neke nastope ali koreografsko delo je v Sloveniji, tudi ker je toliko majhen trg, smotanje. Veliko gre preko vez in poznanstva, sploh ni nekih audicij, da bi se neke stvari v bistvu izbrale, ta pa ta je najboljši za to, gremo sem, ampak pač nekdo... Ja, pa tudi šovov ni toliko, no, mislim... Točno to. Nekdo pokliče, istočasno se pa ful enega dumpinga izvaja. Imaš nekih 15-20 ljudi oziroma pred to COVID situacijo jih je bilo 15-20, zdaj jih je verjetno 5, ki delajo te nastope, ker jih je še manj. Ki delajo te nastope, pa imaš pa okoli še množico tako 100 ljudi, ki ponujajo nastope za ston. Kvaliteta ni na mestu, vse to. In to vse spodbija ceno plesalca. Ampak ni to sam pri nas, to se tudi v tujini dogaja. Ja, pa se tudi ni sam v plesu. Ne? Ja, to je povsod. To je v življenju. Fic, kaj teče jezik, to ne moreš verjeti tega. Dobrodošli na podcastu UFO, to je bil en odličen začetek, po moje, z mano Staleja pa Matic. Podcast 30, mislim, da je, verjetno sem se zmotil, kot vedno. A je 30? Ja. Mislim, da je, ne, ful dober. Dajte mi povedati, vidva sta par. Je tako. Zdaj pa nas zanima v bistvu, dajte mi povedati, kako sta se v bistvu vidva spoznala, kakšna je vajna zgodba? Doslešen v bistvu. Mi dva prvič sva se spoznala leto pa pol nazaj. V Ajdovščini. V Ajdovščini, ja, glih tako en teden ali 14 dni, preden je vse šlo v maloro.
Ta prvič. Ja, ta prvič, ja. Čakaj, Maloro, to ste zdaj nekaj... Korona, Ja. ok. Posta v bistvu skupaj, bomo rekli, kaj, 1 leto okoli. Ja. slabo Dve leti nazaj smo se pa spoznala. Leto pa pol. Ja. Ja, je bil februar, 14 dni prej je korona nastopila Poste- in smo aha. se vsi zaprli. Na eni tekmi. Naš klub je organiziral tekmo v Ajdovščini in smo mi tam, nam je šefica organizirala, da smo vsi spali. Ja, to Coca-Cola dam noter. Ja, ker Je naš klub organiziral in nam je šefica organizirala, da spimo v Ajdovščini, ker je dvodnevna tekma. Ne? No, ona pa še en soplesalca pa tekmovala na isti tekmi duo. In sta tudi spala tam in je bil, takrat je bil... Pust je bil. Pust je bil. In je bila neka žurka. Mi smo spali v nekmu študentskemu, ali kaj je bil to, dijaški dom. Ja. Od spodaj nastopajo imitatorji Abe. Okay. Bolano, gremo kje dol, to je nora žurka. Imaš tam en par, ki sta napravljena v polže, pa se celo noč ližete. Imaš enega modela, ki je napravljen v daljinca. Je ona šla probat gumbe in se njemu lučka prav preklop na vrh, a veš. Res gre nora. No, in mi smo se takrat tam prvič naključno srečali. Takrat so se mi da sam bežno spoznala. Pa je pa v bistvu minili 1,5 leta, pa je prišlo do tega, da smo delali plesno predstavo Avantgard. Ja. No, in pač on je bil meni všeč, a ne? Okay. In on ni dojel, čeprav sem jaz dala vse znake. Ona pa vse znake vrti. Kakšni so bili znaki? Dekaj boj. Ja, kakšni so bili znaki? Da je ona Pač v meni eni rekla, točki, da bom jaz povedala, v eni Poslušaj točki, to. a ne? Sem jaz mogla dobiti, pač jaz sem plesala prvi del in drugi del komada. On je plesal drugi del komada, a ne, jaz sem za drugi del mogla dobiti polover. In sem njemu rekla, če mi lahko polover gor prinese na oder in mi ga on pač ni prinesel. Obvious. In jaz od vseh bi bilo boljš, da bi eni drugi, ki je bližje mene stala na odru, a ne, da bi mi ona prinesla. Ampak ne, jaz sem njemu rekla in pač on tega ni razumel. dosti očitno, ne? Ja, mislim, ja. Mislim, Okay, to je en izmed... Ja, okay, Ja, okay, ampak razlika je pa tudi tukaj bilo, za njo je bilo ful težko, ker mene ni poznala, jaz kjerkoli nastop, karkoli sem se jemal, vedno sem jemal zelo profesionalno. Ni važen, baby, karkoli, ni važen. Pomembno je, da se dobro dela in to je to. In niti nisem gledal na to, da se lahko karkoli tukaj dogaja. a veš. Kao. Ja. Ja. Ne, ampak ja, razumem. In pa je v bistvu ta Avantgard minil. Ja. Smo se večkrat družili, poj na koncu in poj sta ona pa kolega Žiga sta organizirala njune workshope. Ja. Povedano. Mislim, pač dogodke organizirava ne, z Žigatom. Žiga je kdo? Tržičan. Ja. Iz Tržiča? Žiga Janško. Ja. Tržič, no. Ja, v glavnem. No, in sva isto njega, pa njegovega soplesalca smo imeli tam na dogodku, ne, da je čutil pač en plesno A, videla sta jih delavnico, plesni povabila? klas. Ja. Ja. No, to je še en znak, ki ni dojel. Legenda. Ja. In smo pa imeli žurko po tistem, a ne? Ja, in pa sem šel, jaz k temu kolegu bi mogel iti spat, ker je on šel že prej domov in je on zaspal in jaz nimam nikamor za spat, kličem Žigata, kdo za spat. Pa je Zig zaspal. Ja, ne vem, to tudi ni jasen. Zig zaspal. Ja. No, in ona ponudi za prespat, jaz sem si zobe umil z njeno ščetko, brez da bi vedela, zaradi tega, ker nisem hotel, da mi iz ust smrdi zraven. In pa je v bistvu minili še 14 dni, 3 tedne, pa so začela mečkam ven hoditi, pa so pa v bistvu prišla skupaj. In kaj je, dej povej, kaj je ti najbolj všeč na njej? Ful težko izpostavim eno stvar, ampak jaz bi rekel, da njen srce, koliko je topla, koliko je odprta, koliko ima velik srce, koliko dobro dela, ne samo zase, koliko ima za vse druge. Lepo. In ti za njega? Jaz bi isto rekla. Res. Se pravi, v bistvu ta srčnost tvoja povezuje, ta pozitiva Mislim, ljubezen. se nekako je v osnovi. Itak, na prvem mestu se moraš malo fizično privlačiti. Hvala Bogu. A ne? Ja, Pa pač. znotraj tega spoznavanja, pa v bistvu, da se lahko dejansko zaljubiš v nekoga, ne, pa je dobro, da tako spoznaš se na tak način. In kakšni so vaši plani, zdaj pa ne vem, zdaj govoril, gremo zdaj nazaj na ples. Plani kot par, a delate kaj skupaj, mogoče kakšne projekte zdaj? Pustimo zdaj Slovenija ima talent. Na to se bomo čisto se vrnili, pa recimo to skupino, pa kar vidva mogoče sama. Ker verjetno se pogovarjata zvečer, ker je ta spat, ali pa mogoče se pogovarjata ob televiziji. Zjutraj, v zajtrku. Sigurno imate kakšne plane. Mislim, zdaj je itak glavna stvar, tako kot si rekel, bomo pustili talenti, a ne? Ampak Bomo se vrnili na to, definitivno. načeloma drugače sva potovala
Sva bila v Španiji, na Fuerteventuri, pa v Franciji, v Bordeauxu. Pa so Kanarci. Ja. Jaz sem bil isto. Si se lahko da, ja. Sam na tem otoku nisem bil. Pozor sem bil A res, najlepši Lanzarote? drugač. bil na Zarote, snemal sem dol surf Bolano. solo. Bolano. Bolano, ja. Lanzarote, Bolano. Na Samara. Fuertu moraš tudi. Fuerta pa je najlepša izmed vseh unih. A res? Ker je najbolj naravna. Ja, meni v bistvu bila Grand Canaria zelo všeč. Ja. Ne vem, tako Jaz so sem nam Gran rekli. Canaria. Jaz sem Ne bil vem. tudi na Tenerifeju, pa je čist preveč turističen. Sploh tam, ja, Playa Americana, pa tam itak. Ja. Ne. No, V glavnem, kaj si hotel reči. Ja, sva bila tam na Tenerifih, pa na Tenerifih, na Kanarskih, pa v Bordeauxu. Ja. Sva se angažirala, pa so tam učila v bistvu v tujini klase. a ne. Okay. Ja. Tako da je to tudi ena stvar, ki jo probava mečkam loviti, pa v tujini in pa s tekom časa, da te že oni pokličejo na kakšne kempe, vse to. Itak cilje sicer ima v individualno mečkam drugačne. Okay. Zdaj, Je pa v če bistvu- plesa, ja. Ja, je pa plesna pot taka, da si lahko zelo tam en za drugega, zelo lahko pripomoraš enemu drugemu pri Ja. doseganju lastnih ciljev. Že pri tem, recimo, nekaj smo se tako pač pozanimala za klase, da smo lahko pač tam učila, a ne. Je bilo že tako individualno, mogoče tega ne bi naredil, a ne. In pol tako, ko so bili skupaj, pa pač oba da pleševa, a ne, pa tako valjda gremo to. Ja, lahko a se ne. dopolnjujete. V bistvu. Ja, točno to. ful Ja, dobro. tudi če Točno nekomu to. malo manjka, ga te drug poj pritisne. Ja, dej. A pa sta dejmo tako zareči, sta kritična en do drugega. Ali je tako, ljubica, dober je. A? Jaz bi rekel, da so bolj podporna dejansko, ne na tak mogoče Pač, klišej če je način, slabo, ko ti rečeš, pač poveš, da je slabo, a poveš, ne. in pa je jezna nami. Ja, ne, a veš, ker to je, a veš, v odnosu je to. Ja. Seveda. Vi sta fant pa punca, ampak sta profesionalno tudi par. A veš, in je a veš, Ja, ampak je pa v plesu zelo taka stvar. Plesalci se skoraj vsi borimo s tem, da si ful preveč kritičen sam do sebe. Ja. Tako da mogoče lih to, kar nam pol manjka, ne, v tem, da si lahko Malo na ta način. zbijaš gor. Ja. Ona je meni recimo ful pomagala pri tem, kako nas je gledam kot na koreografa plesalca. Ker res je tak toksično okolje, pa zdaj vsi te socialne medije skozi gledaš en drugo, kaj počne, kaj je naredil. Se hitro zelo slabo počutiš glede sebe in je, kar se tiče kot plesalcev v paru, je dobra stvar, da lahko poveš. Ne, ni slabo, tako, to je dobro. a si ful, iz kje to izhaja? Mogoče to izhaja iz tvoje ne samo zavesti ali iz tvojega, da si perfekcionist. Jaz bi rekel iz perfekcionizma. Ja, ker jaz sem imel isti problem pri videu, pa, to, pa isto pri filmih. Pač, nič mi ni dobro, meni nič ni dobro. Jaz karkoli naredim, tudi kad neki dan ven meni je to res vajke tega. Ja, nikoli ni dosti. Samo je dobro, a veš. Najbolj glupo je, jaz rečem to rad za nagrade. Vsi delamo za ene nagrade, vsi delamo za neke dosežke, ampak na koncu nagrade ne pomenijo fucking nič. Ker v tem trenutku, ko dobiš tisto nagrado, da si najjači, kul, kaj je zdaj? Neki rabe, no drive. Ti to ni dosti. Ja, Ti to ni dosti. Sploh se mi zdi, kot kreativ, da rabiš skozi neko stimulacijo, skozi nekaj več, kaj se bo dogajalo, kaj je naslednja stvar, kaj je več. Skozi rabaš en nov projekt. Ja. Ampak mislim, ja, lih to je povej. smotan. Mislim, sem hotel sem reči, da pač je full fajn, a ne pač, da si lih tako narediš, da pač se imaš v tem celem procesu pač full dobro, a ne, ker če ne pač skozi točen to, a ne. In to je ful Da- težko doseči. Kaj zdaj, kaj gremo novo, a ne. Je pa fajn tudi, ker sva par, se lahko skozi se remindaš malo Ja. en drugega na to. Ja, morate se tudi znati odklopiti, ampak ne, vse to je ful težko, ampak definitivno ja. Kam naprej, kakšen nov drive, kakšen nov izziv. A veš, na koncu neki, recimo zdaj sta na Sloveniji ima talent, jaz upam, recimo zdaj ste prišli v polfinale, to sem zasledil, da recimo pridete v finale, da zmagata, recimo to bo za vas, za celo ekipo, da nam koga izpustil, bo to ful velika promocija tukaj v Sloveniji in bo to neka, bom rekel, odskočna deska za naprej. Ampak poj, ko bo konc tega, Še več treba. nekaj poj, ne? A veš, in, Ja. to, in meni lih, pri meni osebno, pri meni, ker jaz tudi podobno razmišljam, tudi podobno delam, pa čisto delam v umetnosti, isto delam to, je ful podobna stvar. Kaj poj, ko nekaj dobrega, velikega narediš in potem, ko se umiriš, potem pa to iščeš še večje, hočem še več. A ne, hočem še več. Ja, veliko vprašanje in tudi teža je na tem. Jaz tudi vidim, recimo, pride do finala, pride do zmage ali ne. V bistvu je že finalna Slovenija v Talent je zelo velik dosežek. Pride do finala, jaz vidim sam pri sebi, da en dan se usedem, pa si mislim, kva da fuck zdaj. Ja. Pa si kar v nekem obedu. Zaradi tega, ker si toliko časa si preprosto toliko zelo sfokusiran na nek projekt, da sploh ne razmišljaš vnaprej. Ker to zauzame celo tvojo pozornost. Pride ti dan, mine 14 dni, vse mečkam se umori, se lahko samo sedeš pa rečeš, kva zdaj, pa še začneš se sekirati, kaj ni štimalo za nazaj. Zgoj
kreativci je smotanje biti v bistvu, ampak je pa folk ne amazing razume, biti. Ampak je pa amazing zato, biti. ker si svoboden, ker si prost v glavi. Lahko si pa ful straha. A veš, zjutraj navaja bo zdaj ful velik pritisk, se mi zdi tako. In mogoče se, ali se ne zavedate, ali pa se že mogoče. Ful je strašen oziroma pričakovanja, ko ti nekaj tazga velikega narediš, ali pa ker se spustiš v neko tako sceno, ne samo pričakovanja staršev, okolice, samega do sebe, ampak dejansko se kdaj zbudite zjutraj, pa vaje strah. Ja, Imate, da je ta občutek? Jaz bi rekel, lately, sploh zdaj, ko je naslednjo nedeljo smo v polfinalu, ne? Nespečnost, problem je želočna kislina, vsak jutro v strahu, anxiety, sred dneva. fule stvari tako še zazrihtati, ne, da je sploh v redu, vse je porihtan, pol pa pač še dodatno nastopuna treba za kaj pa dejansko, Še za da bomo nastop, na ne? odru, ja, dejansko za nastop. Ful je tega, tako nezdravo je v bistvu, ful. In imaš folk v skupini, ki To so je stres. bolni zdaj konstantno in vse to je stres. ne vem. Take pač nepredvidljive Prejšnjo situacije, noč ne prideš še valjda. ena situacija zraven, jaz spim 1 uro. a Veš. In to je konstantno znotraj takih težkih procesov. Dajte mi povedati, vaša skupina plesna se imenuje kako? Misfit. Misfit. Kje se to najde? To nas vedno vprašajo. Ja. Pa nekako je bilo v bistvu tako, kaj si najbolj slišiš. a ne? Ja, okej, Tako, ja. ful smo imeli, nismo imeli idej za ime in nekako je bilo to na začetku, mislim, že od samega začetka je bilo to nam pač vrženo, oziroma je nekdo to predlagal in pa smo že tokrat to rekli, a ne, da pač se nam je nekako najbolj slišal in na koncu smo v bistvu, ne vem, se najdemo vsi v pomenu tega. a Ne? Ja, nekako je tudi skladno s pomenom besede. Smo mi. Nekako vseh teh 7 ljudi, vsak je tako zelo drugačen v bistvu znotraj skupine, ki smo. In vsak se znajde v situaciji, ki pač ni fitov in. Zato misfits. Ja? Ampak to ste kaj, jaz se tako predstavljam, skupina friendov, community, to in ste se zbrali. A ste se vi zbrali z namenom, da greste v Slovenija talent, ali ste bili že prej? Poznali smo se že prej, Okej. tako po čist različnih kombinacijah. Ne vem, da so par, pol je Žiga, ki smo ga prej tako menjali. Žiga, žiga, no. Ja. Žiga legenda, žiga. Žiga legenda. Shout out Žiga. Zik je kralj, a je kralj? Ja, te? drugače je Drugače kralj. Ja. No, mi dva A je so blond? posebej, ne, plešast. Vsi ga govorijo, da je kličejo plešast, pri 19. Dobro, lej, zdaj smo tudi frende, ker tega pa 19. Pač nisem postrižen, je pač na nulo. a ne. Dobro, lej, žiga, imaš to, stari. Žiga, ni veja. No, mi da so pač prej ta par plesala, a ne. Pol, ne vem, smo bili v plesnih šolah skupaj, pol, ne vem, smo se na klasu spoznali tako čist random, a ne. Ampak dejansko za talente smo se pa prav na 7 nabrali. Ja. To je bilo v bistvu ta končni cilj oziroma namen. Ja, ja. Okay, zakaj ste, zdaj ste na talentih. Imeli ste prvo oddajo, kje ste to v Ljubljani poteka, kako poteka ta snemanje? Dajte malo gledalcem, jaz vem, pa dajte malo gledalcem povedati, tako da bojo malo začutili ta zakulisje. Ja, v bistvu znotraj tega je najprej so predizbori. Kdorkoli se lahko prijavi na predizbore in to je v bistvu sploh ne prideš pred to klasično žirijo, Branko Talado, ta Marjetko Ano, ampak imaš tam nekaj ljudi iz Pop TV-ja, pride se, ne vem koliko, vsako leto neka velika cifra ljudi se pride pokazati in oni jih izberejo tiste, ta glavne, ki bojo dejansko prišli na audicijo, ki imajo nekaj več, kot tista splošna populacija, da imajo nek talent. Ne? In potem pa pride, se ti izmeniš, ok, cool, audicije, datumi so postavljeni, kdaj se lahko udeležimo, takrat pa takrat. Ti se pripraviš na svojo audicijo, prideš na tisti dan, zdaj v tem času zjutraj najprej se moraš testirati, ne, zaradi tega, da lahko vse normalno poteka in čez dan imaš ti razne intervjuje ali pa se snemajo pokrivalni kadri, to je vse tisto, kar lahko vidiš pred nastopom, v bistvu, ko nekdo govori. In v bistvu si ti cel dan poteka to snemanje, a ne, dokler ti ne prideš na oder. Odplešaš svojo zadevo, sodniki pokomentirajo, v zakulisju imaš še mečkan teh for z voditeljema letos, Pero pa Starejene. Sašo. Ja, ok. In pač pridete na oder gor, imeli ste prvi nastop. Ja. Kdo od, bom rekel, od žirije vam je bil najbolj tist, da ste ga hoteli navdušiti ali pa kakorkoli? Jaz bi malo deljena mnenja, jaz bi Ja. sam rekel Brankota, ker je najbolj zajeben. če ne. Ja, jaz bi isto rekla. A isto? Ja, zaradi tega, ker tako se mi zdi, da ne vem, najbolj, vsaj prej, a ne, kar se je izkazalo, tako po mojem mnenju, ima najbolj tako skladna mnenja, tako z mano, mogoče tako na najbolj kvalitetnem nivoju. ali Mene je kako. bilo recimo zdaj, pa nemo, da je zlati gumb je dovane.
na zelo napačni, meni osebno, ki sem gledal, zelo napačni bazi. Pač on je dal zlati gum za to, da nekoga priznava, ampak ne prizna njegovega talenta. Tako da meni Klej je recimo naredil nek, bom rekel, fail. In se mi zdi, da je bilo dosti drugih, kogar sem jaz spremljal, ki bi mogoče lahko prišli naprej, pa lih zaradi tega mogoče niso. A ne? To se mi nekako tako zdi. Pač definitivno se strinjam, da je ful bilo enih ful dobrih talentov, ki bi res lahko prišli naprej, pa še ful bi si jih zaslužili pač zlate gumpa. Ne? Ampak ja, ne vem, malo sem gledala te komentarje, pa je bilo res tako ful deljeno. Se mi zdi prav nekako do nje tako v smislu za spodbudo, a ne? Pa kukar za podporo. Ja, jaz niti ne bi rekel to zelo prav, načeloma, ker se ocenjuje talent, ampak zato, je pa s tem, kaj je to naredil, je naredil ogromen korak za ta community v današnjem svetu. In je mogoče, bi jaz rekel, da je naredil s tem večjo stvar, kot pa sam so neki zlati listki na talentih. Iz tega je izviral, recimo. Talenti niso za to. Jaz to mislim, že kar na koncu talenti so za to, da pač pokažeš nekaj in potem tudi nekdo, ki recimo je, ne vem, kaj drugega, a ne, ni to point. Seveda. Mislim, meni se zdi, da je imel zelo dober, zelo lep namen, lahko pa bi tudi mogoče kakšno drugačno platformo ali drugačen način uporabil za to. Kukor pa zlati gumba, ne? Lahko bi samo v bistvu pač ful pohvalil, ful pokomentiral to, a ne pa pač dal ampak še kar ne vsaka pa dejansko čas, to. Kogarkoli vsaka čas naredil ta korak. Točno tako. Velik korak, ki se mi zdi, da v Sloveniji so zelo potrebni na tak način in je tudi veliko riskiral, ker je res dobil velik backlash na to odločitev. Ker Slovenija je nasplošno še malo tako. Ja, nasploh so Slovenci smo odprti, a veš, ampak ob eni strani smo pa zelo taki, bom rekel, kisli. Oziroma hiter nam je nekaj strašnega. Zato, ker smo nekako toliko majhni, čeprav je to naša zelo velika prednost, to se morate mladi sploh zavedati. Biti Slovenc danes je ful privilegij. Pa ne govorim samo o tem, da živimo v najboljši državi, v najboljšem času te četrt, ampak dejansko, ko bo ta šla v svet, ko bo ta šla nekam ven, v tujino, kakorkoli, se bojo vaje zapomnili. Zaradi tega, ker Slovencev ni veliko. In kamorkoli prideš, recimo, kaj delaš, ti rečejo, kdo si pa ti, jaz sem pa ta iz Slovenije in poj tam Francoz, Italijan, Švicar, u njih je 10, u njih je 20, u njih je 100, zdaj ene Slovence ponavadi. Da je zdaj Slovenijan gaj. A veš, in se ti zapomnijo, ne? Tako da to je ful dobro. In tudi glede na to, kakšne športnike imamo, plesalce. Je izjemen, glede na to številko ljudi, koliko nas je sam. Najjači smo, najjači. Če bi procentualno zračunal, delač najjači. Najjači, prav najjači. Ok, Slovenija ima talent, zdaj vas čaka, kdaj ste rekli v nedeljo? Ja, 14. Naslednjo novembra. In kako se pripravljate? Glede na to, da ne spite, pa da ne jeste, pa da ne dihate. Ja, mislim, to je kakor od kjerega do kjerega. Pa da ste v kranu na podcastih, pomalo dajete. Jaz bi rekel zelo intenzivno. Proces traja v bistvu že od junija, ko smo v bistvu delali za predizbor. Kar se tiče audicijska točka, mi smo začeli delati tam avgusta, kritak smo začeli s kondicijsko pripravo vse to in jaz bi rekel, da se je to že polfinalni nastop, da se je začel takrat z vsemi pripravami. Da pa je dejansko zdaj delamo to točko, katero predstavljamo je pa začeli smo začetek oktobra. Ja. A pa imate vi, recimo, imate plan A pa plan B, imate sam plan A in se plana držite? Na tej točki obstaja sam ta plan. Sam ta plan. Iz začetka pa debatiraš vse opcije. Preden se postavlja dejansko točka. Ne? Ni pa zdaj tako, da imamo 2 točki pa razberemo na koncu. Ti si, kolikor razumem, vodja, oziroma pač ta frontman, oziroma kogarkoli. V bistvu potem, kaj, vi se določite neko glasbo, kako se to začne? Kako se začne recimo neka koreografija delati za nek tak velik spektakel? Kaj je prva stvar, ki jo moramo imeti? Ja, to vprašanje sem dobil za nekaj cajta nazaj in jaz sem tudi takrat komentiral, pa se še vedno strinjam, da v bistvu koreografija vsaj z mojega pogleda, da lahko nastane v takem sistemu, se je začelo 10 let nazaj, ko sem naredil prvo koreografijo v življenju. Ker se učiš vse čez cel proces. Ampak da pa to, da se ne nagibam preveč na to smer, kako to nastane, osnovna podlaga muska. Oziroma še na šovu, lažem, muska ti je osnovna podlaga, recimo ko narediš ti svoj klas, nek workshop ali karkoli, ampak na talentih je pa se najprej pomembno odločiti, v katero smer hočemo iti.
Ja, jaz bi hočemo rekla, da delati je šov. na prvem mestu, sploh tukaj zdaj, je pač namen tista, ne? Namen. Oziroma neka sporočilnost. Zakaj, ne? Ja, Zakaj ja. plešem ta komad? Točno to. Ja, a bomo zdaj šli, ne vem, bolj tako, da bo ful zabavno, ali hočemo tako, ali to, a ne? Tako da različno je. Mislim, tukaj tudi bi samo izpostavil to, da je zelo pomemben, za katero stvar delaš točko. A delaš točko za gledališče, a delaš za nek plesen šov, a delaš za na koncert, a delaš za videospot, a delaš za neko produkcijo, ki jo imajo otroci, ali pa delaš za TV šov. In tukaj TV šov bi jaz rekel, da je najbolj komplicirana zadeva izmed vsega. Ja, se bi strinjal s tabo. Ja. Ful moraš vse upoštevati, ne? Kako bo to na kameri izgledalo, kako bo to, ne vem, v živo izgledalo, a moramo tja gledati, a moramo, ne vem, ful je vsega. Nisem tako, a ne, če bi oni v živo, pa bi začutili, koliko se imamo mi fajn, to čez kamero se vse zgubi, a ne? Kamera sploh ne prenese. V živo je ogromno enih koreografij, ko v živo izgledajo noro, kateri se lahko v živo začutiš človeka pred sabo. Kamera ti že po defaultu ti kratko nekih 30% gibalno pobere, izraznost ti ful pobere. In je pol treba Ja, ful sploh s tem. aspekte. Ja. Recimo, zdaj ste posneli en video, sem videl. Recimo. En video ste posneli in tam je en fan snimal to široko lečo in mi to ful dobro izpade. Ne? Ker tega verjetno pri talentih ne bo tok, po mojem, Nimaš ampak so te možnosti. klasične 35-metrske leče, ki dejansko, in to temu ti govoriš. Ne? Točno to. In kaj tu zgleda, neka koreografija, ki jo v živo plešeš, je lahko ti delaš nekaj minimalnega ali neke rokce ali karkoli. Wow. Na TV-ju to ne gre. Na TV-ju morajo gibi biti ful veliki, ful efektivni. ali pa. Se sploh točno to, pač kje je pol kamera postavljala, daleč ali je kar iz strani, pa bo kar nekaj izgledalo iz strani, a ne, ali je direkt od spredi, ali je gor. Ali... Ja, tako Ampak da- a vi ste dobili kakšen tehnički radar, oziroma da veste, kje so kamere in da na podlagi tudi tega zdaj pripravljate tako ostro koreografijo oziroma tako natančno, ali ste rekli, bomo na generalki šli in bomo tam. Ko si ti na audiciji, so pogoji za čisto vse identični. Prideš, kamere so postavljene statične, tam, oni potem v montaži menjajo kadre, nimaš nič drugega. Se pravi, točka mora biti iz kjerga, kota mora biti top. A ne? Ker itak doma te gleda 300 jurjev folka vsako nedeljo, ne v njih 50, ki jih je v dvorani, pa 4 žirantije. Čeprav moraš na prvem mestu 4 žirantije navdušiti. a ne. Ko pa pride do polfinala, dobiš malo več kreativnosti, ker lahko vnaprej pripraviš točko, se mečkam pogovoriš, kako bojo tej koti predstavljeni, ti da malo več kreative tukaj znotraj tega. A imaš ti zapit, imaš? Imam. Ima to oba zapit. Ja, fajn. v redu. Okay, se pravi, ker ste glasbo iskali, to je po moje res pomembno, pa res težko po moje. Pač ful moraš dati v razmislek vse, a ne. Tako, a veš, tudi včasih moraš malo gledati, ne vem, a to publika pozna, a bo na ta način začutili, kakšna je sporočilnost tega komada. Vse to, lahko je vam res hud komad, pač, pa bi res hudo bil gor, ampak Pa je samo nam. za tak šov, ja. Koliko si komad? A si ti že vedel komad? Pa jaz imam feeling, da si ti že vedel par komadov. Verjetno smel izbrane ne 3-4. Ja, jaz sem komad za polfinale, sem bil že zelo nagnjen. Rekel sem si, to je popoln, že junija. Prej ni bilo karkoli. Pa smo pa dolgo komunicirali z vsemi. Ker je tako ima vsak drugačne poglede, vsak drugačen čuten. Ker ta komad zdaj ima bolj tako emocionalno, čutno noto. Medtem, ko na audiciji smo jo recimo izbrali Begin. Zelo Begin, Ja. Načeloma danes že zelo skomercializirana zadeva, tudi zdaj, ko je ta Vsak gre v ho, veš, tudi tu like, ker nisi to slišal, ve, a ne. Točno A to. veš, ja. Pa še zdaj, ko je In tukaj priredba si- narejena, a ne. In tukaj zaradi si tega. sam sebi odgovoril, zakaj smo ga izbrali. Ja, točno to, nekao njim je pa res hud ta komad. Ja. Ampak dejansko zaradi tega, ker boš ti povezoval z neko reklamo, ali boš pa mogoče povezoval, to sem slišal na radiju 107-krat, oni so dobri. Oni so dobri. Točno to. Ja. Veliki je v bistvu Na tem je. pametno moraš se lotevati teh stvari. Bravo. Se pravi, poj ste zdaj v bistvu pred, bom rekel, projektom življenja nekako tako? Ali je to... Upamo, da ne. Ne, mislim, zdaj trenutno nekje pač, definitivno. Trudno Ja, je. ja. Do zdaj največja stvar. Okay, prej smo govorili, kaj pa naprej mislite potem? Kaj hočete svojo šolo? Ti si rekel, da bi v Kranju še malo našo sceno popravil, malo sfiksiral, malo zalepil, malo... Ja, jaz v Kranju učim v Impulzu na planini. a ne, in učim že nekaj let, sigurno se še vidim, da bom. Tako da vsi otroci vabljeni. Vabljeni impuls. Vabljeni v Impuls. Ampak ja, ne vem, jaz bi rekel zase res ne vem točno naslednjega koraka, kaj je stvar po talentih. Ampak imaš cilj, ne? Vem pa, da so dolgoročni cilji
učenje v tujini, koreografiranje raznih šov, videospotov, koncertov, karkoli. To so res dolgoročni cilji, ki bi si želel doseči. Ja, mislim, jaz pa učim v Ljubljani zdaj, v Artifexu. Ja, ampak drugače pa mislim, bi si pa lih obratno želela, nekako bi pa nastopala rada. A ne pa v bistvu, da mi je podana koreografija, pa na šovih nastopam ali pa v videospotih ali pa te stvari. Bi se plesala, ti bi pa ustvarjal. Ja. Tako, ta. Eno se posta pa zaskrb. Ja, ne, sej sanje so dosegljive, a veš, vse to je to, ne, pač. Sej so, valjda. Ja, si kdaj vizualizirate malo prihodnost, pa tako. Seveda. Vse, kako bo izgledalo, kako bo to. Ja, itak. Kakšne imaš občutke takrat? Jaz ne bi rekel sreče, zato ker srečen, da se danes počutim. Tudi ne bi rekel, kot da sem bolj zapolnjen, kot sem danes. Res se trudim uživati v procesu, ampak nekako Jaz bi rekla, iz popolnjenosti mogoče. navdušenost, Navdušenost, excitement. Ja. Kaj bo, ne? Kaj bo, ja. Ja. Svet je lep, prav Zlatko. Ja. A ne, da je. Ne vem, Res je. nekako Če delaš to, ne? občutek polnega doživljanja. Tako. Se zaradi tega nekako še vedno pač ustrajamo na tem, ker so bile to naše sanje od vedno, pa so že ful jih je odnehalo vmes, kak so ugotovila, ne, da je ful težko, mi pa nekako še vedno ostajamo. In če poznate, je bil nek film, zdaj se ne morem spomniti, kako je bil že naslov, ampak tam je bil ta ples, dosti na to fora. Bil je en črnc, kao neki tako iz geta, in je prišel na eno šolo, oziroma je bila neka ženska, ki je mami Step Up. umrla. Step Up. Aj ste pa. Mami je umrla v prometni nesreči in potem je ona šla v to fotru živeti in je v bistvu tam spoznala ta hip-hop. Prej je pa plesala balet. Ne. Kaj To je je ta pa, film že? ja, vem, Kaj je kjer. ta film? Ta je dober film. Ne vem, kako je naslov, ampak vem, pa ful dobri komadi so noter. Ja, no, vse tam, evo, tam, no, to je bilo Ona pa balet plesala, ne? Ona je pa balet Ta je plesala. ful dober film. Sam No, se daj- ne spomnim se naslov. daj, da se The Last pogleda. Dance, The Last Dance. To je to. Evo, to. A obstajajo kakšni te filme? Gledate kaj te filme, te hip-hoparske, te... Po mojem, da vsi plesalci Ja. to. Ne vem, kaj jaz ne vem, pač nisem jih gledal nekaj, za tega vem, no. Ja, Je, ja. obstajajo filmi. Hotel se delati še v Sloveniji, plesen film več let nazaj, pa nekako to ni bilo izpeljano nikoli. Vem, za mun se je naredil. Kjer? Kjer ga misliš? Od Krušiča? Ne, prav celo večer. Ja. Tomaš Pandurga je hotel narediti, pa je preminul že. a ne. Skupaj z Nažetem Škrobetem sta ga hotel narediti, tam že okoli 2011-2012. Da sem tudi kakšno leto zgrešil, ampak nikoli ni bilo izpeljano v bistvu do konca. Se pravi, zdaj ste pa, vaša baza je kje, v Ljubljani? Skupna baza ekipe. Ja. bom rekel. Ja, Ja, v Ljubljani nekako, se dobivamo. Ja. Vsak je v bistvu iz drugega konca Slovenije, pa A se pa pa najdemo. poleg tega še nastopa tako razen Slovenija talent, tako pač v nastopih. A si bil v kakšnih videospotih, imaš željo? Kle v Sloveniji zdaj govorimo tako. Jaz sem komercialne nastope v Sloveniji udelal, pa ene par na eno roko preštet v tujini. In ko sem bil mlajši, me je to ful veselilo. Sem si ful tega želel nastopanja. Ko sem jih pa probal tok in tok, sem zgubil nekako voljo do tega, zaradi tega, ker se vsi nastopi delajo po istem kopitu, odmak od gibanja, ki ga mogoče jaz najbolj čutim. Vse gre na isti način, isti ljudje. Zelo je tako, ko ne rečem Flat. flat. Flat, To. flat. Vse je zelo flat. Ja. In sem zgubil nekako veselje do nastopanja na tem trgu. V tujini, čez lužo ali v Londonu ali tudi po Evropi. Z veseljem bi tudi probal te zadeve, ampak pri nas in na Balkan sceni sem večkrat izgubil ta excitement do tega. Ta ogenj, ne? Ja, in zaradi tega tudi talenti so nam zelo exciting, ker tudi vidimo s tem in tudi znotraj talentov delamo več posnetkov, lotili smo se posnetka, kako združiti fashion show ali pa predstavitev kolekcije, pa ples. Na nov način smo predstavili, kako artist lahko naredi videospot s plesalci. In še bomo take zadeve delali. Zdaj bo ta fashion show zadeva, bo kaj čez kakšne 14 dni bo vam prišla. Hočemo sploh slovenski javnosti oziroma Balkanu predstaviti, kaj sploh možno pri nas in da to nekdo sploh lahko pri nas naredi. Tako da srčno upamo, polagamo upe, da tudi naši ponudniki oziroma delodajalci dojamejo, da je nekaj več, kot sami zdaj trenutno poznajo. Da se lahko loti nekega komada na drugačen način. Tako da mene to ful veseli, da bi se dal dolgoročno pa
Pa da je to res vredno, a ne? Tako kar najeti neke ful dobre plesalce, zaradi tega, da ti oni ustvarijo pač res wow, ne pa da je sam tako neki povprečno lik to, da je, pa to, da pač nizko cenovno pridejo čez. Sej to je fora, to. Prav, veš, imaš vedeti, da slovenski spotih je to fora, prvo ni budžeta. Valjda, ja. Prva je to fora. In se išče za ston plesalcev. Ja, ali pa tudi, če imaš ponad neko plesno skupino noter in potem je tisti komentar, a si do res spet plesalce noter. To je ful tako. A spet si do plesalce noter, oziroma kao plesalce noter. Dejansko pa, če bi imel neko tako bolj moderno ali karkoli, imate v bistvu tudi neko konkurenco na Slovenija talent. Je pa nek plesalc, sem videl, da zraven beatboxa Žigan, Krančan. Žiga. Žigan. Ga poznata? Žigan. Žigan. Aha, zažgan. Žigan. Zažgan. Ja, a ga poznata njega, drugačko? Osebno ne. Ampak on se recimo stvari tudi lotil na neko, bom rekel, dost... Inovativno, ja. Ja, tako... Ja, inovativno, mogoče na tak inovativen način. Dajte mi še povedati za proti koncu, ful me zanima, kaj bi mogoče videla sporočila zdaj nekmu dečku ali deklici, ki je recimo, ne vem, 10 let star pa posluša ta podcast, pa ga gleda na televiziji. Kakšno sporočilo imate za mlade plesalce, bomo tako rekli? Jaz bi sam tako naj trdo dela, pa ustraja, pa da se bojo resničile te sanje, naj ne obupa na tej poti. Tako. Ja, jaz bi enako rekel, ustrajal v tem, ker je ples siguren ena izmed top 3 najboljših stvari, ki se ti bojo kdaj zgodile v življenju. Top 3. Kaj pa so ostale? Ostale Ampak ja, res je ples ena taka izjemna stvar, ne samo kako se počutiš, že tako ti možgani začnejo drugače delati kreativnost, Ja. kaj je obstransko, kakšne ljudi ti spoznaš, kaj tudi Točno razmišljajo na tako zelo zanimive načine. Ne tako kot v šoli, ki imaš ti 25 bimbotov, ki jih pošpila fuzbal po basket. Nimaš ti neke tako diverzitete, ali da spoznaš svet na nek drugačen način, ali da posebej razmišljaš. Res ti da neki tako posebenega. Taka ni ogromna skupnost, ni najmanjša. Ja, če se ti izražaš že prek telesa, po mojem tudi ti lažji na samozavesti, na govoru, na Ja, točno to. vse iz tega ven izhaja. Tako da Cel tvoj glavno je, life, a ne? Ja. glavno je naj ustraja vsak. Ker tudi ne samo to, da spoznaš pač take tudi kreativne ljudi, ampak tudi pač sebe v bistvu tako ful nekako lahko spoznaš čez to, ker vsak ima nekaj tako posebenega, vse pa in se to čez ples lahko tako ful pokaže, a ne, tudi naprimer tvoje premikanje, a ne, je čist drugačno od premikanja nekoga drugega, če res prideš že do tega levela, a ne, da lahko pač iz sebe izhajaš nekako, a ne, da niso samo neki naučeni gibi. In je to, ne vem, meni tako ful lepo v plesu, ker res noben ni isti, pač noben ne bo isto interpretiral te koreografije, naprimer, a ne. Se pravi, pa vsak Ker smo dan bolj v tem svetu. plešete zase. Bom rekel tako zjutraj ali pa zvečer ali pa ker noben vaja ne vidi, pač plešete zase neke nove fore, dajete, izražate se. Če si A iskreno- kako to poteka? Če si iskreno- Vaja. Jaz bi si tega ful želela, pa se mi zdi, da je ful premalo tega in to nekako pride ven sam takrat, ker je res tako težko. Tako, da takrat se pa spraviš pol v bistvu sam plesati. Ne, da ni namensko, veš, zdaj imam jaz kao trening, grem zdaj na trening ali pa ne vem, mogoče kuham in najdem nek nov gib. Zdaj govorim jaz iz hip-hopa, recimo, ker sem pač tudi v repu, pa vse to gor dol. In veliko ti pade na pamet kakšna stvar, recimo, ki kuhaš, ali karkoli, in ti pade neki un in pol malo, a veš. Največ, jaz osebno dobim največ in najboljše ideje pri enem monotonnem modelu. Predstavljam levo, desno, levo, desno, levo, desno in enkrat klikne. Ali to, ali pa na način, da res veliko pogled v eno stvar, res veliko časa posvetiš temu. A drugače, kaj delate poleg plesa? To sem vam pozval prav. Ja, Ja, pa če študiram še psihologijo v Ljubljani. Okay, Zdaj zaključujem 3. letnik. Ok, pridna, bravo. jaz študiram ekonomijo, pa probam dobiti job, tako da če kdo išče digitalni marketing. Nekaj monotonega. Nekaj monotonega. Da bom bolj se razmišljal. Drugače v Savi ima zike. Tam se je ostala skozi denso, tam tega polini gor dol. Ne, ful vama hvala, ker sta prišla v Kranj, ker sta pač bila gosta v podcasta. Ja. Res, Hvala tebi, ja. res ta legende. Jaz mislim, da res želim vam srečo na Slovenija talent. Vem, da to je samo neka stvar, s katero mogoče hočete malo več prepoznavnosti ali pa samo malo pažnje, ker vem, da se v tebi skriva en ogromen ogenj, tudi v tebi, da imate odzad še veliko več za pokazati, kot sam to Slovenija talent. Pa res vam želim, da pridete v finale, pa da ne vem, razturate tam do konca, da ne vem, da pokažete v bistvu, da je ples
tudi v Sloveniji lahko spet zmaga. Najlepša ti hvala. Hvala. Fista, smo zaključili? Jaz sem pozabil snemati. Ne,